Jaz bi imel mogoče vprašanje, po 7 urah in pol nekako je tožilstvo prišlo do polovice branja obtožnice, javnost slovenska ne bo pred volitvami slišala vašega zagovora. Vaš komentar. Tak je bil tudi namen. Sodnica je namerno dala napačen pravni poduk, naj izločitev dokazov, poslala to na višje sodišče pa je čakalo en mesec, prednje je to zavrglo. Tako da so stvari namerno padle v ta predvolilni čas in danes smo se naposlušali več špekulacij, kot jih lahko najdete na Wall Street. Kako ste sploh prenašali danes? Kar duhomorno je bilo vse skupaj. Imam občutek, da nihče dejansko ni spremljal, kaj je sploh tožilec govoril danes. Vse to, kar je napisano na 80 straneh tega obtožnega predloga, bi se dalo napisati na 4 strani. Pa še od teh 4 strani se prav nobena stvar ni nanaša name. Očitno so nekateri v zadevi Patrie dobili denar in samo tistih danes tukaj na sodišču ni. Kdo pa so to? Če ste prebrali obtožni predlog in dokumentacijo, ki je bila objavljena, potem je jasno vidno, komu je bilo nakazano, kdo je dobival mesečno in kdo je dobival sredstva, ki so bila pač izplačena. Kar se tiče mene, jaz ne samo, da nisem nikjer dobil nobene obljube nagrade, jaz se s temi ljudmi, ki so omenjeni v obtožnem predlogu, nikoli nisem niti pogovarjal o Patrii. Kako pa komentirate, da vas je pred volitvami podprl tudi finski premier, ker vemo, da se je afera pravzaprav začela na Finskem? Torej, očitno na Finskem vedo, za kaj gre.